Ok, tole je in skoraj sem mail zaprl, valjda sem mail zaprl. Tako da, odlično, dobro smo začeli. Res, jem to, tak je life. V glavnem, to je 177. epizoda Aparatusa, 123. epizoda Podrobnosti in pa 58. epizoda Opazovalnice, oziroma kot je bolj znana ta, zdaj že res tradicionalna epizoda na mreži Aparatus, Festivus 2018, kjer se dobimo ljudje, ki delamo podcaste na mreži Aparatus z mano. Jaz sem skupni imenovalec. Tako da, na moji levi je pižama, ki bo zdaj le povedal pol admina. Lepo pozdravljeni, dobrodošli ste na vseh naših spletnih izpostavah, najdete nas na aparatus.si, na netu splošno, potem pa smo na Twitterjih aparatus_si in seveda tudi podrobnosti_si, kjer za naš račun skrbi Sužen strokovnjak. Ta mesec je vesel, ker še ni snega, tako da zaenkrat, če nima ozeblin, na nogah ima še vse prste, je pa res, da zaradi pomanjkanja snega ne dobi dovolj tekočin. Smo tudi na Facebooku, aparatus.si je bazična stran, pridružite se nam pa lahko tudi v skupini Aparatus, legitimna FB skupina, kjer ves čas ljudje limajo vesele sličice in se norčujejo iz Godlerjeve odvisnosti. To je res, pa jaz bi samo Gregorja Kurnika bi ekstra pozdravil, ker je v Aparatus grupo dejansko postavil doma Festivus Pol, se pravi štango Festivus, kot je napovedal George Costanza. Mlaj, se temu reče, skoraj, ja. Brez glavi mlaj. Tako da, ja, tako in je slik so dal, tako da ful hvala, ja, pridite v grupo. Zdaj pa na pižamovi, levi, I guess, pa Jure Godler, ki bo zdaj odžiziral admin. Najprej. Ja, že ti pa. Je zastonj. Je zastonj. Prosim, nekaj. Če bi bilo to zaplačati, bi bilo slabo. To so pa te sinergije. Sinergije, kraj. Kako ste, fantje? Pripovedujte mi o sebi. Povejte. Nekaj, ker to bo 6 ljudi razumeli. Okay. V glavnem, in pa smeh, ki ste ga slišali v ozadju, človek, ki ni z nami v sobi, je pa v Sloveniji, Boki Nahvar, živijo. Živijo, lih jem vegetarijanski salamin. Kar smo prej videli in uživaj, ali jaz ne vem. Mi pa jemo, še nekaj moram reči, drugače pa mi jemo od pižamca chocolate chip cookie, ki jih je sam naredil, dobesedno otrok je pomagal pol te čokolado not strestil. In to je to, drugače pa sam. Pižama production, torej. Tako je. Hashtag ni droga. Tako je, navadni chocolate chip cookie. So pa devastatingly. Ja, jaz sem 3 že pojedel, tako da zdaj ne smem več. Ja, res so dobri. Okay, zdaj pa, kot je v navadi pri Festivusu, so to v resnici praznično obarvane kao weird zadeve, ampak letos smo se odločili, da bomo vsaj prvi krog nekako probali sfurati z nekimi darili. Bomo šli naokoli in imamo tako, lahko imaš darilo samo za enega od nas, lahko za vse 3, ampak bo vsak povedal in nismo pa, ker smo preveč karti, nismo kupovali teh daril, ampak bomo pa dali v zapiske linke, da lahko kdo kupi. Mogoče to tudi. Kaj bi si podarili, če bi si res podarili? Ja, če bi si res podarili. Tako, mogoče naslednjo. Če bi se marali. Če bi se marali, točno to. Točno to. Če bi bili prijatelji, kaj bi si kupili? Pač škrti smo. Ja, to je to. Tako da, zdaj ne vem, bomo tako začeli, a gremo kar ta navidezni krog pižama, Godler, Boki, jaz? Lahko. Je to v redu? Tako da, evo, pižama začne z svojimi darili za koga prvo? Najprej eno skupno darilo. Darilo za vse, ampak zato, ker si lahko vsak izbere svojega. Namreč obstaja stran Cameo, kjer ti plačaš slavnim osebam, da ti posnamejo personalizirano sporočilo. Okay. Recimo, Wesley Snipes pride $500. Kok? Ja. In ampak ti pove tvoje ime.
Ne, Michael Rappaport je cena $85. Okay. Pa imaš ful nekih športnikov, pa tega, ampak ja, v glavnem, to je pač ti se tam parjavš in on ti bo nekaj posnel. Zdaj sem bral, da je pač enega ima, da je nekmu tipu, ki je premagal raka, ne, in so mu kolegi očitno častili ta posnetek in tako v 1 minuti 75 krat reče fuck noter. Tako da dobiš ta pravi feeling. Ljudje se ne držijo nazaj, dejansko dobiš your bang for buck oziroma your fuck for buck. Jaz za te strani vem, ker vem, da je enkrat Lorenzo Lamas. Great job. Točno to. Je tudi to počel, moram pa reči, pa zdaj ne bom povedal, kdo, no, ampak jaz sem posnel že dva taka posnetka ljudem, ki poslušajo Aparatus. Personaliziran, ja. Jaz to fulkar dosti. Ja, ja bi prišel nastopati, nimam cajta. A bi mogoče sam posnel nekaj vse najboljše in tako. Če je Wesley Snipes 500, koliko spolti? Yes. Zdaj, če posluša, kdo zdavčne delam. Ne, pa to je ena taka mička na malenko, se zdi, da to pa res narediš za ston ljudem. Pa enkrat jih nepričakovano obiščeš na dom, pa rečeš, jaz sem prišel zdaj po vaš TV. A niste prebrali, kaj podpišete? Tebi še meni nič? Meni pridejo kar v pisarno. A lahko posnamem samo moža, pa boste neki rekli v kamero, njemu zaželel. In to vsak teden daja pride. Ja, in pol moram nekaj smešnega povedati in to je stres. To je stres dame, ne res, to je zame stres. Kaj pa rečeš ponavadi? Kaj pa rečem? Kaj rečeš? Kaj, mislim, odvisno. Vse najboljše, malo boš mrl. Ja, vse najboljše, 1 leto bližje si. Ne, pač to je zelo pogosto. Ljudje že izkoriščajo to, tako po domač povedan. Aha, okay. Sploh več ne vprašajo, priješ nastopati, sem reče, dej mi posnem video, ker vejo, da ne boš rekel. To mi pa bom izstavil račun za ta video, ne. Ker pa se bo pa res zgražali, pa se bo pa res govorice nas te začele širiti. O nas. Koliko pa mislim, da ti, recimo, če je Wesley 500, ne? Ja. Če je Snipes 500, koliko si ti pa, kam bi se dal? Moja karijera lihar cveti. Kdaj si nazadnje videl Wesleya Snipesa? V enem filmu s Stallonom, please. Hočeš reči, da je tvoja karijera zimzelena tako kot rušev je? Recimo. Pač skozi je tam nekje, ampak moraš iti full daleč, da jo vidiš. Ampak je. Obstaja. Bog je tebi daj rečejo to, valjda ti, ne? Jaz sem imel nekaj že to. Ja. Najbolj verjeti je bilo, ko sem enkrat mogel za eno poroko nekaj govoriti. A res, kaj? Ja, tako kao pač želim obema poročencema veliko ljubezni in sreče. Oh, wow. I hope they're still together. Ja si rekel, en zakon brez tehničnih. Ne, to je res dosti smešno, zato ker pol obstajajo pač te neki posnetki. A veš, recimo, ne vem, Pižanca, Godler, isto Bog je tako, hej! Vse je boljše. Franci. Hej, ja. Franci, dragi Franci. To je kar lepo. In te posnetke, če zbereš vse Infinity Stone, pa dobiš DVD, ker so vsi ti posnetki gor. Jaz pa što, kar rečem, dvakrat sem to do zdaj naredil. Pa se je to zelo podobno, ne? Corporate videi, ki jih firme snemajo. Ja. Ogromnokrat tako, da dajo nekaj montirati, pa rabijo imeti še v angleščini, pa v nemščini. Jaz sem veliko tega snemal, so rekli, včasih pa obstaja tudi ena stran, kjer ti pa pač native speaker po angleško ali pa po ameriško tisti off prebere, ne. In zdaj je to že tako v modi, da so skoraj vsi korpo videi imajo ta isti glas od tega tipa, ki pa sploh ni za te stvari. Pač nekdo izkorišča to, pa zgleda ful pocen, ne. Ja, valjda, ja. In pol bere. Kako je napo, ne. Automechanika Kostanšek. The main people in the business. Pa tiste muska s Terminatorja, no, vsi imajo iste. Pa kadre z droni, tovarne. Ker sam direktor jim prihaja, kaj gledati, nobenem drugemu. Samo direktori so. Ja, je pa res, da se mi zdi, da dravni, ne. Jaz sem nekoč snemal tak propagandni film za občino. A res? Ja, tako da je bilo za lastno občino. Ja, za lastno. To je v redu. Nisem ne za lastno, nimam jaz svoje. Pižama je zdaj Glede na velikost, ne, na velikost slovenskih občin je bilo načudno. Ampak ja, ne, nekoč sem, ker sem nekaj delal za proslavo občinsko, pa smo pol... Jaz sem to hočem nad Godlerju prav, da odkar so dravni, ne, ja, vsi imajo, to je to, dron. A je telenovela, a je corporate video. In vedno je tam dron posnetek Gatwicka. Ja.
Ti sem ja, no, okay. V glavnem, se pravi, To je splošno, ampak imam pa tudi personalizirana darila. Za Bokija sem našel, ker je pač visok mož in jaz vem, da je težko visokim, velikim ljudem najti dežnik, ki bi jih zaščitil v celoti. To ni tako kot Godler, ker pač daš 800 funtov, ne, pa imaš tisti 3 kvadratne centimetre svile, ki zaščiti to liliputansko postavo. Tako da imamo poseben dežnik, ki je v resnici držaj kot Long Claw, kot meč od Johna Snowa. In potem ga razpreš in gor na mareli na vrhu je še od Starka krvovolk in piše Winter is coming. Tako da očitno je dežnik tudi za sneg primeren. Lepa, kaj ga gledam, lep. Ja. Potem za Anžeta, ker je znan kot človek, ki je rad dobro oblečen. Sem najdel kopalni plašč, recimo temu, ki je potiskan s podobo Gizmota iz Gremlinov. In se mi zdi, da je to nekaj tazga, kar bi mogoče ne zgleda glih dost, ampak bi celokupno zelo izboljšal njegov styling. Pa imajo 2XL, 3XL. No, tudi to, ne? Ja, veš, kaj bom rekel, še na ta kopalni plašč za Anžeta, za 2-metraša. Tako bom rekel, a si ziher, da ga hočeš zmočiti po polnoči tega človeka? Kaj pol nastane? Ja. Ja, okay. In pa za našega Jureta imamo pa stvar, ker je Jurej dosti na cesti. Je ljubitelj Star Treka, to mislim, da vemo. In sem našel Star Trek The Next Generation Warp Core USB Car Charger. To je pa v redu. Evo, takole noter daš, ga postaviš, ne, priklopiš v Firefly in imaš noter lepo priključke za USB in jaz mislim, da je to ena stvar, ki bi res naredila iz tvojega Peugeota 208 cc končno tisti pravi dom, v katerem boš lahko spal na dvorišču oziroma na parkirišču za Planet TV. Ne, sem to res legit zgleda. Res dobro. Ne, res dobro zgleda. To bi jaz smel. Zdaj sem važen, koliko... Ja, sem je 2,1 amperski, to je v redu. Okay. Ja, prav, da je dosti za 2 tablice. Za 2 tablice, ja, to je v redu. Tako da ja, to je to. Jaz sem v resnici res rad, ne? Oziroma, to dobro fejkam. Zelo premišljen. Ja, zelo razmišljal si. Se pravi, Godler, zdaj pa ti. Jaz pa glede na to, da neki bolehaš, da si bolan, imam zate darilo za Manflu. Imenuje se Balls. Joke. Ne, se pač, vi se ne smejite, poslušalci se pa bojo. Ja, ok. Balls. Okay. Ne, ampak res, ker te že tako dolgo na golf vabim, pa pač še zdaj nisi šel, ne, z mano golf igrati, bi ti pa podaril darilo Toilet Golf, mislim, da je Potty Golf se imenuje, ki se ga uvije okrog školjke in medtem, ko sediš, mogoče nama do sekret aparata prideti. No. Kdo je ta model, ki je na sliki? Ti si dal Amazon link, seveda do vseh daril bojo linki v zapiskih. Ne? To je, pa poceni je, $16 je. Evo. $16 je pa full redu, ker Amazon, kle sem odprl tvoj link, ne? Potem da frequently bought together, ne? Od spodi, ne? Pazi, kaj je še zraven. Presen, ne. Ne. Zraven je še, se pravi, neka rokavica, kjer na fakiču piše, golf rokavica, kjer na fakiču piše nice shot. Ne, to je ena stvar. To boš ti krnucal, ko boš z Godlerjem igral. Ja, to je mogoče res. In potem, to je pa najbolj grozno, to je pa najbolj Godler stvar. Potem je pa poleg, ne, kaj se še zraven kupuje, je pa, kako se temu reče po slovenski? To je podstavek za žogcev, ne? Ti rečeš. Ja, v obliki ženske, ki se za joške drži, v spodnjih gatah. To pa je skupaj. Točno tako. In dejansko pošiljajo v Slovenijo, je pa $11, ne vem, koliko je poštnina, ampak kar v redu, no? Ker, mislim, všeč mi je frequently bought together. Tako da Godler, to je the Godler package, please. Deluxe. Ja, preveč dobro. Okay, Boki, tvoje darilo. Jaz bom šel prvo za pižamce. A gledate Google Docs? Gledamo. Okay, se pravi, ne prva dva gledata, ampak pogledate tretjega, ki ima presledega pa tretjega. Se pravi, za pižamca en simpatičen pulloverček, ker je pač Christmas time. Meni je bil osebno najbolj všeč ta rdeč, ker je pač ta Game of Thrones team in je v bistu ta ho-ho so spremenili v ho-ho-hodor.
Lepa. Se mi zdi zelo posrečena, se mi zdi sploh ta rdeča barva pižama, da bi ti super pasala. Ja, da bi se svetu praktično. Moje revolucionarno bistvo je razkrito. Demjo, revolucija je šla po gobe. Tovariši, poskrite se v zaklonišča, nadaljujemo čez 5 let, ko bodo pozabili na naš načrt. Pol, za Anžeta, če pogledate spodnje 4 linke, ko so. 4, kjer ga moram zdaj? Odpri prvega od tistih 4, Okay. ker gre za eno progresijo. In sicer ta prvi iščem portret, ki bi bil najbolj A ta je meni podoben. Sultan je. počasi. Okay. Iščem portret sultana, ki bi bil najbolj podoben Anžetu, da ga lahko končno obesi Anže na svojo steno, ker si ga res zasluži, ker on je res sultan. Tako da prvi, recimo, Sultan Mehmed III se mi zdel od vseh 4, ki jih bom predstavil, tule najmanj podoben Anžetu. Okay. Recimo zdaj, Žan Godlera, ne. Recimo, potem, če gremo drugemu pogledati, recimo Selim III. Selim III, podoben ti ni v facu, ampak je isti pimp kot ti. Ja, to je ta Hermelin naredi. Predstavi si samo, da to podcast studio od zadnjo, ti tam sediš, Anže, to je to. Ja, kar slabo v redu. Ne vidim kot takega. Gremo na tretjega. Selim Mehmed Tomo, to je fantastično ime. Tretji, moram reči, da me je nos ujel, tako strani, če gledate tam Mehmed Sultan. Dost podobno. Ja, okay. Če bi imel brado krajšo za 2 cm. Ja, je tam to. Dost podobno. Četrti Anže je pa po mojem, to spa ti pizda. To pa zdaj odpira link. Ja, že spet je z nosom stane, to je kar slabo. Se pravi, če ima nos, to sem jaz. Sultan Bayezid II, to spa ti. Bayezid, to je to. To je to. Mislim, da bi ta bil na koncu, ki bi ga dejansko skupil in ti ga pripeljal za vidga, oziroma ti ga postavil pod jelkico. Ne bom komentiral tega. Jaz sem sam rekel, Boki, hvala, ker smo zdaj klikali na te linke, zato ker zdaj vem, da od jutra naprej bomo imeli na Googlu pa na Facebooku polno enih reklam za te turške žajfance. Okay. Za Godlerja sem pa, prosim, Anže, klikni ta drugi link, spodnji, ne prvega klikni. Samo odprite drugi link. Drugi, ok. In kot vidite, tu je en moped. Ja. Zdaj pa pojasnilo, zakaj moped. Ok, to se vodo. Tule gre tudi za nek CC, ZN50 CC. A ti povemo, kaj tle CC pomeni? Kaj tle CC pomeni? Vem, ampak pravim, tudi CC je tu noter, če smo želeli potem. CC je tudi v viskiju, če smo iskreni, pa v muhi. Ima alarm in USB, tako da tiste tvoje USB napravce od prej pižanc bi tule super zvam pasala. To mi je pa všeč. Kje si ti ta page najdel? Ker ta page gleda, ki izgleda 93. Zdaj pa idi na prvi page, na prvi link, ko sem ga kliknil. To bo slabo. To pa je. To pa je. Sicer, Godler, že dolgo sem ti mogel to povedati. Ja. Ta trenutek izkoristil. Sweetchuck iz Police Academy, ki je na las podoben, verjameš, pa ne. No. Rabo sem 3 sekunde, sem se spomnil, s katerega filma je že to, zdaj sem se pa spomnil. Police Academy. Sweetchuck. Huda. To je kar v redu. To vozi, sem rekel, to pa bi bil poklon. Čeprav styling si mu res čisto vzel, Godler. To je stres. Bog, jaz se ti sam zahvaljujem, ker moje podobe nisi googlal. Hvala. Preveč kul. Sweetchuck, ok, to se kar, ok. Jaz sem pa dejansko uporabno darilo, jaz se ne hecam se, pač dejansko imam uporabno darilo imam. Jaz sem obseden s temi stojali za telefone v avtomobilih. Ne? In sem jih že 100 sprobal. Jaz sem imel une, ki si ga dal v CD. Ne? Pa je bil pol na magnet gor, pa mi je dosti sajta dobro delal, pa je pa CD tok zvil uno odprtino, ne, da je začel vam padati. Pa sem imel unga na šipi, ne? Isto pol na magnet. Tudi ni funkcioniral. Ne? Pač neki sajta drži, pa dol pade. Pa sem pa najdel nekaj, kar si lahko vsak zdaj le kup, ker je tok pocen. Na Gearbestu, to je ta en kitajski page za kakovostno robo. Kakovostno robo, dejstvo, ne? Sem dejansko najdel za 3,28 €. Okay? Za 3,28 € stojalo za telefon za v avto, ki dejansko funkcionira. Jaz ga imam, jaz to stvar imam in to dela.
Če 3,28, zakaj ga ni skupaj za vse? Ker sem enega kupil kot izvidnica. Ne. Je pa narejen tako, da ga prpneš v bistvu na dashboard, potem je pa taka krokodilček je, ki ti prime telefon. In dejansko dela. Ki prima mojo Nokio in zakaj bi imel jaz zakaj bi imel jaz Nokio? Dobar, ti z Nokio, čak bom dal še klele v zapiske, da v boki videl, ampak hočem pa reči to, je pa res, da Godler, zdaj boš pa ti povedal, ne, kaj si pa ti lahko rečeva dejansko dobil v darilo od mene. To se ti pa zahvaljujem. Okay. Anže mi je podaril Garmin GPS novi navigator. Ja. In jaz zdaj lahko na cesti vem, kje sem. Ne, mislim, ker sem se že pred kratkim sem bil v Žalcu, ja. Pa sem doma na Google, pač na Google sem pogledal to, sem rekel, aha, v redu. In me je pelil čez Liboje, čez hribe, pa čez gozdove. Ja, in si se zgubil. Ja, in sem se zgubil, seveda, ker sem dol zavil, ne, namesto da bi šel do Celja, pa pol v Žalec. In sem bil kar mal deprimiran. No, zdaj imam pa to in zelo dobro dela, tako da se ti res zahvaljujem. Se pravi, jaz sem Godlerju dal Garmin Nubia, ta najmanjšega, ki se ga kup, se mi zdi. Je najmanjši. Najmanjši, mislim, da sem ga kupil refurbish na Amazonu, mislim, da tako 7 let nazaj, če ne več. Odlično dela, tudi lepo govori. Ja. Včeraj sem ga testiral po poteh, ki jih poznam, da me ni za ribo. Ja, to mi s kolegi, ki smo šli, mislim, da kar nekaj cajta nazaj, 8 let nazaj, ker sem ga že imel, smo šli v Prago s tem Garminom in ker smo bili 3 modeli v avtu, smo se ga dali na švedščino žensko, da smo si kao govorili, da gre Švedinja z nami. To je vlada. A to je ta. To je pa to. In potem ste napisali 3 sezone humoristične serije za TV Slovenija. Res je. To je to. To je drugače true story, tako da mi ni mislim, spovem po pravicno, ampak ja, tako da je šla Švedinja z nami. Ne vem, če smo ji dali ime, no, ampak tako da smo šli pa v Berlingo tu, če kaj pomaga. Vsak stavek več, ko poveš, tu je slabši. Ja, ok, se bom nehal blamirati. Ne. Tako da zdaj gremo pa zahod reči normalnim uvir zadeva, kar ne vem točno, kaj to pomeni. Ampak ja, tako da prosim pižamc, bomo probali 2 kroga narediti, ker smo že kar nekaj naredili, no, ali pa mogoče 3 bomo videli, ampak pižamc. Ja, dajmo kar nadaljevati pri stvareh, ki bi mogoče lahko tudi bile darilo, ampak vam jih ne bi dal, pač, ker to pa so stvari, ki bi jih prehranil za ljudi, ki jih imam res rad. Ne, Amazon je septembra splovil eno stvar, ki se reče Alexa Gadgets Toolkit. Ne, da dejansko ti lahko narediš napravico, ki se bo povezala z Alexo in komunicirala z njo in bo sobivala. Okay. In zdaj so, če kliknete na link, naredili Boogie Ribo, zvezdo TV Shopa, naše in vaše mladosti, ki je povezana z Alexo in ko ti pokličeš Alexo, ona malo glavo premakne, ko recimo imaš Amazon Music, ona malo miga z rapom, ne poje, je pa, kadar pa Alexi rečeš za vreme ali pa kakšne novice, pa tudi usta odpira, kakor da ona govori. To ni joke, to je Amazon. Ne, to je dejansko na eni so v sodelovanju, pač Amazon je dal ta toolkit ven. Aha, in so pa luni. In dejansko je pač na Amazonu in stane $40. Je pa ta firma delala pol še druge stvari, tudi poleg te Alexe imaš, Jamie imajo pa tudi Twerking Santo, pa božičnega medvedka, ki oba migata z zadnicama in na ritem glasbe, ki jo ti prek Amazon Musica predvajaš in reagirata na notifikacije pa alarme od Alexe. Mislim, ja, prihodnost. Až kako je to, da si daš ti to Boogie Ribo gor na steno? Ne? In pride nekdo, veš, tam ena tetka, ki si to, ona takrat, ki je svojemu možu to v 90-ih iskreno kupila, ker so mi bile te stvari všeč. In kako to pa zašel? Stavane predpiše nate, druga žlahta, kada je ni. A je kdo poznal koga, ki je karkoli od tega imel doma? Dejansko. Jaz sem bil... Ko smo imeli neke delavnice prevajalske v nekem domu, ta center šolskih obšolskih dejavnosti, nekje na Štajerskem gor, so imeli ta uro
pojočih uro The ptic singing pel. bird clock. Ja. Ever since we got the singing bird clock. Ashley has a greater awareness of the world around her. Ja, to. In tisti ptiči so kar dobri, sploh ob 2 zjutraj, ki ga že malo žingaš in te zmoti. Ja, tako bom rekel, no, bugi ribe, pa ptiči, pa anžetove klipsne za telefon v avto. Tam. To je. Jaz sem bil enkrat na obisku, kjer pa niso imeli bugi ribe, ampak so imeli adventni venček, ki je pel. O moj bog. Ti si slabš. Ti si pa Tega ti si pa pač nisem videl. venček, ki so se prav oči mu levo in desno premikali. To je Ne, zdel- obrvi je imel. Obrvi, tako, prav tako pa zgledal usta, je, A mislite, da se še kje dobijo te videi na netu, teh original, da je kdo na VHS posnel? če drugega ima pa napo doma. Ja, napoma si jih doma. On je to vse voice-over, stari. A ja. Lepa. Ja. Bokija, poznaš koga, ki je karkoli od tega imel? Razen sebe. Ne povej, kdo v NBA-ju zihar je imel kdo. Jaz mislim, da je imel Jay-Z. Jay-Z imel ta Big Mouth Billy Bass doma. Jay-Z, lastnik kluba, kjer je on igral. A je bil že takrat, je bil že zraven upleten? Ali... Dvomim. Ne, on je Nekaj je bil zraven. Začenjal biti. Ja. Kaj, Bokija, rekel si, da neki ste imeli celo. Neki smo imeli doma pri starših, sam se ne morem spomniti, kaj je, ni bil ta Billy Bass ali kaj že, ampak bila je neka fora, pa ne vem kaj, nek venček ali neki, ko si šel mimo ali Ja, kaj že to je bilo. to, kar smo se ravno kar to, smo pogovarjali, zdaj ja. povedali, ja. Pač to je ono, ko ti pač po enem dnevu ti tako dojadi, da rečeš, da je lahko. Ja, več ali manj. Ampak potem pa sosedje hodijo in se čudijo, o moj bog. Veš kaj, to so ljudje včasih imeli, vzum pač, ki še niso imeli dovolj znanja, da bi si te kričeče fasade dajali. Ja, to je bil maurični terorizem pred mauričnim terorizmom. Ampak, kar lepa je. Okay, zdaj pa Godler. zdaj pa jaz. Weird, ja. Zdaj pa jaz malo bolj sproščeno, glede na to, da se pa ti podcasti oziroma opazovalnica zaradi Anžetove ljubezni do pornografije nagibajo te vode. To ne vem, kaj pomeni. Ampak... Ja, ne, pač tako, zmeraj imaš te teme neke take. Zanimiva novica, mislim, ni lih nova, je mislim, leto stara. Govori pa o tem, da je igralka, ki je igrala v telebajskih Po je kjer? Eden od telebajskih. Ja, pač. Okay. nadaljevala in snemala lezbično pornografijo. Hvala lepa za poslušanje in Ja, nasvidenje. to je to. Godler je svoje naredil. To je, ja, tukaj gremo potem naprej. Tinky Winky, človek, ne pač ta telebajsek, ki so ga obtožili, da ne bi promoviral gejevsko agento, s tem trikotnikom na glavi. Okay. Njega je igral Dave Thompson nekaj časa, preden so ga vendar in so ga zamenjali z nekom drugim po 70 epizodah, zaradi tega, ker so BBC so rekli, da je his interpretation of the role was not acceptable. Oh, wow. In je, pač Dave Thompson je bil pred parimi leti v Sloveniji na Panču in smo se sem bil šofer njegov in je tako res prefugnen model. Je imel trikotnik? Ne. Ne, ni imel. Je imel pa eno točko, ki mislim, da bi bila Godlerjevemu slogu humorja zelo všeč, ker je na nek Madonin komat v nekem prijetnem telovadnem trikoju dansal na odru. Telovadnem trikoju. What? Oh, wow. Zakaj? Wow. A ni nora novica, no? Tako da otroštvo. Ja, ampak kle piše, da je to Channel 4. Ja, ampak vse je, fornega seksa je kot na another girl. Ja, okay. Ker si enkrat z glavo dol, si dol, že. No, mislim. Sam veš, kaj je problem? A je ona pol, a je bil to tak pornič, ker so vsako sceno dvakrat predvajali? Ja. Pa je sonce ni. Ja, pa sonček je gledal. Pojmo naprej. To ni v redu. Boki, kaj še misliš? Lezbični. A pol kot surogati bil uporabljen v sesalc? Prosim, zdaj pa, kdo je zdaj? Boki, tvoja prva ujer zadeva. A vladamo Heimricha, kako Godler se je glihar zasil. Male manjkar. Mislim, full dobro seguje, zdaj sem na vrsti. Okay. Ja. Hvala. Telebajsek je pa tvoja dušna žival. Ja. Čakaj, kje bi začel?
Enač gremo na Kitajce, ajde, oni so tudi weirdati. V glavnem. Ja, to je to, pavšalno. Ne, Godler. Ne, to Ne. Ching Chong je Ching Chong. Ja. Po svoje. No, ampak je pa res, nek so pri Kitajcih, pri teh ne, sta pa ta Bugi Riba, sta pa vidva se ravno kar je pogovarjala o Chang Shlangu, ne? Chang Shlang. Ja. Ja, Mr. Gillo, ki je bil pa. To veste, sorry, Bog, zdaj te bom jaz le še malo prekinil, ampak zdaj je ta navezava. To veste, da je Gillo je za potrebe svoje promocije naredil glasbeno kaseto. Vis Diamanti, mislim, da so naredili kaseto priredbe Gillo Hits in to so bili Janez Mazek Žan, Aleš Klinar in Magnifico. Kva. So posneli neke komade, tipa priredbe od Neymar, Mrzobeh, pa nekaj tako pač malo so se čisto zajebavali, vice, da so tako nekaj v 3 popoldnevih pijanih so napisali neke parodične komade, no seveda tudi malo te Gillo produkte omenjali in to je bila kaseta, kjer je bilo na ovitku napisano noter, kulturna skupnost oprosti nam. Pa kdo je ta človek bil? Gillo, on je bil dan, mislim, da nek zboz, on je pač, Bosna, on je prav, ja. hodim po svetu in iščem najboljše produkte za vas. Pa je še živ? Ja, par let nazaj smo spet neki, so bili te neke, ja, se je vrtelo okoli. Okay. Tako da, ja, levo, bom jaz zdaj poiskal, Boki, sorry, zdaj pa izvoli. res. Ja. Hvala za ta tampon, da nisem jaz direkt iz unga prej vlekel. Hvala. Se pravi, jaz te veš, da jaz lahko zrežem ven, ker ti samo rečeš hvala za ta tampon. Hočem povedati, ta posnetek zdaj obstaja, ampak ok, pejmo. V glavnem, če ste videli, jaz mislim, da o tem še nismo govorili. No, če smo slučajno, pol bom pač dal nekaj drugega, ampak da je Kitajska začela z zelo creepy social credit sistemom zdaj, ste to opazili? To smo že imeli enkrat, se mi zdi, na eni točki, ali ne. Jaz sem o tem že fulkrat govoril, ampak povej, ker jaz imam nekaj zelo podobnega pol naprej. No, pač, mislim, šokantno, ne? Mislim, se to res zdi, kot da je nekaj vzeto ven iz, ne vem, nekaj že Black Mirror epizode, veš, dejansko se bo pač delal ta social credit score za vsakega, ki bo pač karkoli narobe naredil, boš dobil minus točke in obratno in se mi zdi fascinantno, kje vse restrikcije bojo tule, no. Naprimer, že 3 milijone ljudi, začelo se je 2014 s tem, 2020 ne bi bil izpopolnen, ko ne bi zajel celo državo in bil sistem pač completely online, ampak že do zdaj recimo 3 milijone ljudi niso mogli iti na business class train ticketi, se pravi, da so imeli ban iz letenja z avioni ali pa tudi niso mogli dobiti kart za vlak. Potem naprej throttling your internet speed, se pravi, če si bil lump na internetu in nisi pravilno plačeval svojih računov ali pa objavljal kakšne fake news in tako naprej na svojih social medijah, potem so te prizadeli za krajšo oziroma slabšo internetno povezavo. Potem naslednja, banning you or your kids from the schools. Naprej, stopping you getting best jobs, keeping you out of best hotels, ta se mi zdi vrhunska. Tako pač poreden si bil in tako pač lahko greš samo v two-star hotel. Ampak sploh za tiste, ki imamo pse, je pa ta neverjetno, da v bistvu, če te pač najdejo, da pač nisi imel svojega psa na vrvici, potem te lahko tudi doleti tega, da ti vzamejo tvojega ljubljenčka. Ta te je najbolj zabolela sklep. Ja, ta mi je bila najbolj taka. Ne? Jaz sem nekaj rekel, ne? Ja, povej. Vsi vemo, koliko je Kitajcev, je tako? Okay. V eni fazi je treba po mizi udariti. Ja, okay. Pa tudi, če je virtualna. To je to, Godler, čau, se vidimo. Okay. Oh, Christ. Ja. Mislim, zadnja točka še, ki spada noter, je pa being publicly named as bad citizen. Ja, tiska so jih dajali na džambote, ne? Ja, tako prav pač imaš sicer 10 dni, potem ko dobiš ta notification, da narediš apel, ampak če ne, te si potem označen kot bad citizen in te lahko na različne načine, da rečemo, narekovajih oglašujejo kot takega. Ne? Tako da, to je dejansko tako kot Scarlet Letter, pa variantica, tako kot so nekoč prešušnicam, ne ta A, velik gor, tako da zdaj kaj ti dobiš gor. Kjero črko ti dajo? Ja, sedi tako na kitajskem, tako da neka pismenka. Neka pismenka, ekstra pismenka. No, ampak noro, a se spomnite v epizode Black Mirror, ko je bil tisti tak score system? A veš, spomniš tiste ene? Ja, to je potem narejen. Pač. Zadnja sezona, prva epizoda, mislim, da je bila. Prva sezona. Ja, od Rona Howarda hčerka, kaj je že. Ja. Tista je ena boljših epizod za mene, vrhunska. No, in jaz sem upam, da ne bo to prišlo tudi v zahodni svet, ker to je res kriminalno, da v bistvu imaš pol dejansko nek score system, ker po mojem sam to študiraš cel dan, kako boš dobil plus ali pa minus točke. Tako da,
Bi pa bilo zanimivo videti, kako se mi rangiramo, mi štirje. Ja, lej, na Kitajskem vem, da Godler ima zelo nizke točke. Tam je pa naš videl. Ker so dejansko tudi Kitajci višji od tebe in se da vidiš, kaj je gruče. Princ Filip je bil, ne vem kdaj, ampak ni bilo tako dolgo, mislim, po moje v 80-ih ali 90-ih. Je bil na zadnje. Mislim, da so bili. Tako, v Hongkongu so bili zir, ko so ga dali nazaj. Ne ve, v glavnem, ko je prišel z Kitajske, Pekingu je bil, ne vem kje. In je pač en izmed njegovih citatov, kako je opisal Kitajsko. In je samo ena beseda. Ghastly, pika. To je actual citat. To je dejanski citat. To je dejanski citat. Okay. Če lahko v povezavi s tem še, ko sem rekel, da so pač Kitajci malo vedeti po svoje, vse smo vsi, no, tako je treba povedati, ampak vsak na svoj način. Ne vem, če ste pa videli, da so Kitajci tu dali ven prvega AI anchorja. Voditelja. To bo to, ko bo Godlerja pa zamenjali na oddaji. Tako da Godler si lahko pogledaš, pa ti z drugi link noter. Ta je pa prav creepy. Ne, da je v bistvu 365 dni na leto, 24 ur na dan, v bistvu ta isti model skozi govori in je kar mar creepy ga pogleda ta video. No. Tako izgleda pravi, pa ni. Pa spet misliš, a je pravi, pa ni. 14 ur na dan. Skozi je, konstantno. Se to zdaj že na Sky News delajo, enega in nizga voditla, mrtrajo cel dan, pa je že čist in tam po noč. Ja, sam so bogi te ljudje drugače. Sam so res bogi. Ta 24-urni cikl je tako. Ja, ker imajo, jaz mislim, da je tiskar avtomatiziran, tam ni en producent, pa en kamerman, pa to je vse tam avtomatsko, ne? Ja, ne vem, po noč zihar. Ja, po noč to dvomam, da ful ljudi tam stoji. Samo voditelj, mislim, da vse tako kot na radiju, nekaj sami spuščajo, ni tehnika. Boki, to, kar si ti zdaj rekel, ne, da je kar malo strhljivo, ne, to je ta uncanny valley efekt, ker so stvari ful podobne, ampak na neki točki, ne, ponovadi so učiti sta stvar, ki vidiš, da je računalniško zelo animirano. A je kdo gledal zdaj ta nov film, že mogoče od Zemekisa, ki igra Steve Carell? Ne, sem pa videl trailer in me je že spet minil, tako kot vsi Zemekisovi filmi. Pač. Johnny English je boljši. Godler dejansko pravi, da ta zadnji Johnny English da je dober film. Johnny English je tako beautifully gag-crafted, kot če noben do zdaj. To je najboljši Johnny English film. Za moje pojme. In mislim, da je on med top 3 najbolj gledanih filmov v Sloveniji. Da smo se zdaj s Harbom pogovarjali, poslušajte podcast Obot. Da je kao, to je čist nekaj. Je pa generally negativ dobil, z vseh strani popolnoma negativne. Nekje ima, mislim, da 4 od 10. Pa tako naprej. Ampak meni se zdi... A so šale iz 70-ih? Večinoma. Ne, ampak tako je, ne. Vsi dialogi, ki so tako premišljeni, duhoviti, je jasno, da je silly. Moraš je to, kva greš. Ja, ampak je narejen, ne. Meni je to najboljši, no, ne vem. Okay. Strikes again. Jaz sem pa včeraj gledal, to bo zdaj Bokija zanimalo, Interstellar sem gledal še enkrat, prvič po temu. In dve stvari. Prva je ta, da te temni filmi od Nolana, ki so dobro posneti, zmeram bolj obolevam, da imam LCD televizijo. Ja, pižam smo zdaj OLED-a, ne. Tako res je grozen. Tema je. Res, mene to tok mori. Veš, kaj so temni filmi na LCD-jih, vse sivo. Anže, boš enkrat prišel do mene. Ja, res. Sam Godlerja v doma pstila. Imaš pa OLED. Ja, on ima pižamsko za OLED. Zato, ker ga je Anže ga je priporočil. Pa je to dobro? Super, res dejansko je vora, zdaj citiram Anžeta po spominu, drugi televizorji žarijo črno svetlobo, medtem ko je pa OLED tam, kjer je tema dejansko ugasnen. Ja. In je dejansko, ko imaš temne stvari, je zaslon popolnoma temen, tudi po dnevi. To je čist drugače, res. In pa sploh taki filmi, ki so v vesolju dogajajo, ala Interstellar, pa sem ga gledal, ker je bil na Netflixu. Ne? Pa Space Jam. Čak, sam povem, že te povem. Še zmeram trdim, da je to najslabši Nolan. Res. Ne more, jaz... Ne. A je na Netflixu zdaj? Okay. Ja, na Netflixu. Ok, bom pogledal pa... Ja. Jaz sem apropos, Interstellar. Ja. Jaz nisem tako, da bi rekel, to je potem iz nekih konceptov slab film. Ne, da mi je slab film iz nekih filozofskih konceptov. Ja, razumem, ja. Sploh ne. Meni tudi ne. Meni je pa ta znanost, pa to meni to ok. Ja. Absolutno, to je meni tudi kul. Ja. Jaz sem eno stvar zameram.
ki gledaš vse epizode Star Treka in izločiš ven samo tiste epizode, ki imajo opravka s podobno tematiko, se pravi time travel, odnosi, otrok, sin in staranje, ljubezen, staranje itd. Res je. Jaz 3 naštejem, number 1 being Deep Space Nine, The Visitor. Ja, okay. To je tvoja najljubša Star Trek epizoda, ampak okay. Ampak to je ista tema, ki je Interstellar, v bistvu isti storyline. Ja, okay. Ampak to boljš narejen, jaz samo to zameram Interstellarju. Ja, da je slabši kot nadaljevanka iz 90. Tako, meni Interstellar ni slab film, ampak toliko podobnih vem, kaj je boljš narejen, to mene mori. Ja, meni je tako, kako bi rekel, zgodba, pa tudi kako je napeljana, pa vse je cool. Meni to vse štima, ampak je pa predolg, pa parkrat toliko preveč melodramatski, da Shatner zgleda, da mirno igra. Tako Shatner zgleda Marlon Brando, no? Tako proti igri v Interstellarju na trenutke, no? Tako bom rekel, res. Zdaj sem še enkrat, Bog je šten, ki sta Matt Damon pa McConaughey, ki se tepeta. Ja. No, tisti je slabš, kot Gordon pa Shatner. Tisto je res brez veze, tisto je res češko. No. To priznam. Ja, ampak lej. Če primerjaš ta fight, ja. Kaj še nisem gledal Interstellarja, koliko bi ga rangiral na lestvici v primerjavi z fightom peščenih kač pa Brona v Dorni? Tam je res. To je res slabo, no? Res ni Dunkirk, ki je meni izjemen. To je za Godlerja narejen film. Pa recimo Inception, ne, je tako narejen, kao, da bo neka varka, pa da je dober narejen, pa to. In Inception meni čist funkcionira. Ta Interstellar, pa res, če se ne bo vesolju dogajal, bi bil res krep. Pač. Pa me pa zanima, zato je vesolje. No. Je pa nora fotografija, pa to je pa že spet. Pač, pa muska. Pa muska je izjemna. Muska je to je oni filmi, ki se Hans Zimmer celo potrudi. Ja, in jaz ne vem, kjer mi je boljši, razen še mogoče Dark Knight soundtrack. Dark Knight je boljši soundtrack, ampak ok. Ja, to je, pazi, tle se moraš drugače potruditi, tle se gre za vesolje, za široko temo, ne moreš eno temo imeti kot pri Batmanu, ki je pa, ok, tema Dark Knight, ne, in ko ima tiste orgle odzad, tisti je dost originalna rešitev, no. Ok, se strinjam. Recimo, če bi to temo igrali na Dunajskem novoletnem koncertu, kako bi bil zadovoljen? Bi bil, Ampak, pod vprašanje, Hanan Kort bi jo še boljš, ne, zaranžiral, jaz ne vem, kva počne. Ne, on je bil strokovnjak za staro glasbo, to je nova glasba. To je nova glasba, v redu, zmenen. Ampak ja, Boki še zmeram najslabši Nolan, no, tako bom rekel. Se bo bližal trenutek, ko boš dojel. Si še mlad. Ne, je pa res, da zdaj, ko sem ga drugič gledal, sem bolj sledil samo skupaj. Ker že malo stvari veš, moram reči, da se ga mogoče res plača dvakrat videti. No. Saj to si upam reči. Meni ni tako, ni mi toliko slab, no, okay, to ne vem. Ko na IMDb-ju, če bi imel 5, bi rekel, fair enough. Ma pa seveda 8 cela sem še prav gledal. A ja, ima? Kraj, veš, kakšno ceno ima. 8 cela še nizko. A to je bila tvoja weird zadeva, to, da si gledal še enkrat Interstellar? Pa veš, zakaj ima? Zakaj? Ker je Michael Caine. Ja, Michael Caine, ja, to je res. Ne, moja weird zadeva je bila, to je bila moja weird zadeva, zmena. Ne, dej, povej. Eno zelo na hiter. Kaj je na hiter? Ki je imel Boki, pač kitajski, ta social credit, imela pa Taylor Swift, ne, na svojem koncertu so postavili nek kiosk, kjer si lahko gledal vaje na koncert, ne, njene. Je bila pa kamera usmerjena v ljudi in jih je posnela in so potem delali facial recognition in primerjali, če je kdo od stalkerjev njenih na koncertu, da ga lahko izločijo. Tako iber creepy in kao, ker je, ko greš ti na koncert, to privat pol, ne, ker enkrat plačaš karto, pa si noter je privat venue, to lahko počnejo. Kao, ne, ni pravno sporno, ne, pač tako da. To ste zasledili, kaj bo pa novembra na Kitajskem, s temi algoritmi pa umetno inteligenco. Neka direktorica neke firme, ki je bil oglas na avtobusu, ki se je pel in so jo pač kamere ujele, faco prepoznale in je dobila kazen za napačno prečkanje ceste. Ja, ki te je narisal, ne? Mislim, gor te je dal, ne? Da si videl, kdo je šel. Ampak ona je bila pač na reklami na busu, ki se je pelal, in puf, evo jo. To je vse že čist preveč creepy. No, to je dejstvo. Ok, zdaj pa mislim, da kar zadnji krok se temu reče, pižama, prosim. Ok, ali komu
od vas treh, še posebej Godlerju, ki je strokovnjak za angleško besedje, pomeni beseda gibbets, ki se, če jo črkujem, J-I-B-B-I-T-Z. Gibbets. Gibbets. Neka hrana? I can't say. Gibbets so tiste male stvarce, ki bi rekel, kot neki plastični beži, ki si jih vtakneš v luknje na kroksih. Zato Godler tega ne ve. Ja. No, in kako se prišel do teh gibbetsov, namreč Anžetov najljubši izvajalec popularne plesne glasbe, Post Malone je zelo, bi rekel, človek, kot bi ti rekel, the avid consumer of Crocs. Zelo rad nosi Crocse in je zdaj že druge zapored tudi dizajniral v sodelovanju s Crocsi. Svoje gibbetse. In svoje Crocse, ki so strupeno rumeni. Drop 2 se jim reče in so bili razprodani v nekaj minutah. Lahko pa še dobiš še te gibbetse njegove, ki so, kot tukaj pravijo, so Soblade pa Snake. Tako da, že lahko si to, mogoče daš, če si. To je kar slabo drugače. Imaš Crocse, že? Ne, v lifeu jih nisem imel. Imaš pa dvoje. Vse CD-je od tega človeka. Ne CD-je, ampak poslušam Post Malona. Še vedno. Jaz pa znam, da nosim Crocse kdaj. Ja, to pa jaz vem, for a fact vem, da Pižans pa ima Crocse. Prve Crocse sem dobil kot joke od tašče, ker je slišala mojo šalo, ko se delam norce s Crocsov in mi jih je za nalaž za rojsten dan kupila. Zdaj pa nosaš. Za doma pa za okolj. Jaz pravim, Crocsi so, dokler te ljudje ne vidijo v njih, the best. Še tako kot heroin, ful dober film, sam nočeš, da ljudje vejo. Res. Ti tudi, ali kaj? Res, mislim, sicer sem jih spičil očetu, zato ker pa če svojih nisem še kupil, on jih imel, pa sem jih kupil. Ti bi mogel dobiti honorary Post Malone Crocse. To je dejansko udobno za okolbajte in sem tako lagane sem jih vzel in niso iz hiše v staršo, tako k sebi, tako vzel sem jih. Nismo tako karoza, ki hod v podloženih Crocsih. Ja, to tudi obstaja, to sem videl. Imaš Crocse, ki imajo pač piščančki, ovčka je noter pač. Podložen. Ja. Za Hunter moraš pa to dokupiti. Za Hunter škorne. Nogavice debele, da te greje. Pa tudi Lukan nimajo, ne serije. Ne, nimajo Lukan. Nimaš pol res od princa Filipa gibbetsov. Ne. Škorne. Serija dokaj rasističnih depikcij tujih ras. Ja, točno to. Ne, serija gibbetsov, kjer belci ubijajo vse ostalo. Ja. In pa vsak reče, Ghastly. Točno to. To je to. Preveč, Viš, kako se vse poklopilo? Ja, sinergije. Melting pot, please. Okay, Godler, tvoja weird zadeva. Moja druga weird zadeva. 3 dni nazaj so v Londonu, v severnem Londonu, na ulici našli mrtvo opico brez obraza. Weird stvar. Pač prijavil, nekdo je najdel, pa je rekel, tle opica z otrganim obrazom in pač so prišli tisti, so rekli, ni bilo prvič, da najdejo opico na ulici z otrganim obrazom, da pač očitno izgledali, da je umrla nasilne smrti, mogoče Terezo May srečala na poti domov. Ne vem, veš kako, zdaj vidiš nek po Londonu hod John Travolta s faco od opice. Face Off 2. Ali je to v bistvu Nicolas Cage? Ja, Face Off 2, Monkey Business. Ampak je weird stvar, ne? Mislim, se strinja s tem. Jesus. Kam smo prišli? Ampak kam je pa všeč, da si to dal link iz independent.co.uk? A je independent? Independent je. Evo. Kitajci se štemplajo po Londonu, mrtve opice. Where are we coming from? Vesel festival z 2018. Festival za 2019 očitno ne bo. Ja, ne bo. Oziroma bojo tlele 4 opice za mikrofoni. Ali pač. Visoko rastli, pa kaj? Skrslovo. Ker so visoko rasli, makaj, to je še. Hell. Ne vem več. Boki. Spet imaš še dober segway. Segway. Arabiš tampon. Arabiš tampon. Super tampon.
Imel sem dve opcije. Ko so bile živali, bom nadaljeval z živalmi, da bo segway. Iz živalskega vrta v San Antoniju so spičili morskega psa. Kva? To pa je weird. A si zihar, da nisi sam gledal Ace Ventura 2? A si zihar, da nisi sam Ben Jima Carreya? KSAT.com, ABC. Morskega psa so ukradli. Morskega psa so ukradli, sicer polmetrskega, ni bil ta zdaj velik, ampak poslušaj zgodbo. Okay. Obstaja tudi video, ker vidite, da je bil video surveillance pa vse, tako da se jih lepo vidi. Pač dva modela in ena modelka so lagano prišli z vozičkom za otroka v živalski vrt, kjer je bil del živalskega vrta, kjer pač plavajo razne živali, ki se jih lahko tudi dotikaš. Se pravi, morski pes je žival, ki si jo zelo rad dotikaš. Ker ta horn shark je mesojedec, ampak se bolj hrani z rakci in s takimi stvarmi, tako da ni nevaren za ljudi. Okay. No, oni so je vegetarijanski šalamin? Oni so ga, tudi obstaja video, oni ga je lagano, ga je vzel ven iz tega bazena. Bravo, kar naprej, kar pa je naprej. Video česa morskega psa, ki je vegetarijanski šalamin. Ne. Okay. Škle se pozna, ker nisi v sobi, prekinjal vmes, jaz govorim, pa se vi smete tam. Bog ješ, kako se temu reče v basket žargonu. 3-1. Ajde, povej. Ne, in so ga pač vzeli. Zdaj problem je v tem, ker pač očitno so improvizirali na pol in so šli na WC ukrast Amper, mi rečemo Amper na Koroškem, bucket, no, pač posodo. Lamper. Posodo Bleach Solution oziroma Clorox, pač zgleda zlili ven in seveda potem, ko so gledali te videoposnetke, so se v živalskem vrtu ljudje, tisti, ki delajo tam, ustrašili, da seveda morski pes ne bo preživel te kraje, ker so ga dali v posodo, kjer je bil še predtem noter dobesedno strupa, se pravi čistilo. Oni so to naložili na ta voziček za dojenčke oziroma pod njega in ga lagalo pedali ven. No, naredili so pa eno napako, da so še isti, pač pametni so, še isti dan so na Twitter dali sliko morskega psa in napisali selling a horn shark perfect for the next Shark Week. $300. Jesus. Oh, wow. In po datumu sodeč, potem druga novica, so ga že naslednji dan vrnili nazaj v živalski vrt in ujeli te 3 nepridiprave. Tako da ni šlo skozi, bi rekli. No. Oh, wow. Yeah. Neuspeli poskus kraje morskega psa iz živalskega vrta. En hiter piece of trivia. V tistem Aimerju je bil noter Clorox. Tako je. Čistilo Clorox. Quick trivia, nepovezano, Clorox je bil sponzor vseh Copperfieldovih TV specialov. Generalni sponzor. In zdaj vemo, zakaj je zginil z morskega psa. A res, ali kaj? Res, honestly. Ker jaz imam original, en Američan je snemal na kasete vse David Copperfield speciale in pa jih je presnel na DVD-je. In jaz sem na nekem forumu se povezal s tem človekom, mi je leta nazaj vse na DVD-jih poslal prav dejanski program zajet, ki je bil... Aha, pač ko, iz tega ja. Tako, in tega ni bilo pri nas, ker je bilo pač za international verzijo so očitno porezali ven tist in vse te se pa končajo, že vsaka napoved reklam je. Ja. David Copperfield, Fires of Passion is brought to you by Clorox. To se 10-krat pokaže na ta zdaj. Jaz se pa so dal Loren Gnar, seveda da gledam. To pa ja. Valjda, se je Copperfield. Kdo je zdaj? Jaz sem, ne? Yeah. Jaz imam pa eno, zdaj sem v bistvu obstajal cel video, jaz sem sam povedal, kaj je ta človek naredil, ker mi je res neizmerno všeč. To je bilo ta teden ali pa 2 tedna, zdaj je temu se reče viralno. Što, kar imajo v Ameriki, če ti nekaj prek Amazona naročiš, ti pač kar odložijo paket pred vrata. Až ni tako, kar pri nas, ki moraš podpisati, pa mora ti človek v roko dati. Tam pač ti pustijo pač pred vrati. Jaz tudi, ker sem šel v Ameriko, sem pa do enega kolega nekaj naročil. Je tako rekel, to mi bojo kar tam pustiti. Sem rekel, kva ti bojo? Ja, to kar pustijo. Sem rekel, zdaj sem v drugem štuku, ponovadi še gor nese, ni panike, pa sem riskiral, pa se mi je dobro išlo. No, temu človeku so pa pač ukradli parkrat že nekaj, pač karkoli naročil. Je pa človek dela v NASA, nek inženir, ima ful dober YouTube kanal, in je naredil tako past, in je naredil ta HomePod od Apple, škatlo je vzel, noter je pa bolano, preveč se je s tem ukvarjal, 3D sprintov, tako nek enclosure, od zgori naredil en tak krožniček, ki se ful hitro zavrti.
centrifugo, se strinjam s tem, kamero je dal bleščice, pa 4 telefone in to LG je dal noter, to je meni pomemben podatek, ker imajo wide angle kamera, tako da je na vsaki stranici notri bil en LG telefon, ki je konstantno snemal. In je bilo pač tako narejen, da ki si ti dvignil pokrov od tega HomePoda, se je sprožil vse skupaj, se je zavrtela una centrifuga, vrgala je ven tono bleščice, tatu v avtu, oziroma kjerkoli je tat to odprl, vse je valjda posnel, pa je pa še začel fart spray, v notranji tako narejen, da je tako 5krat, kao, fart spray pa nehal, pa nehal, In je valjda ta prvič, ki ga je dal, pride en model, ga ukrade, v avtu odpre sam, in to valjda posnet, ima posnetke in na YouTube, ko je 10 ljudi je nasedel. Bo to link. Ja, bo link, prvo une bleščice po celom avtu, po bleščicah, kaj to smrdi, in valjda folk ven meče, in ker imajo te LG noter, ki so imeli polne baterije, imajo valjda vsak imel SIM kartico noter, so imeli GPS, tako da je točno vedel, kje najdete in je lahko večkrat uporabil to stvar. In je noro, tako kad gledaš, kako folko boli, eni so ga do doma prinesli, pa še lepo odprli, eni so ga takoj v avtu odprli, pa ga pol tako čez oken vrgli, tako preveč dobro. Res preveč, prav pa tak super video je. Nek model, ki dela, na začetku je rekel, sem videl, je dela dele za Mars roverje, pa take, tako res nek proper inženir. Ni pa to zaigrano, fake news. Ne, res brutalen video. Pa tako, sploh, ki vidiš, kva se je naredil za to pasno, res preveč dobro. Jaz sem v bistvu povedal en YouTube video, ampak se mi zdi, hočem ga čim več folka videti. Dobar je, super. Kva, quick round, če eno hitro. Lahko, če imamo, Godler nima, je že paničen rato. Se je kaj čudnega iz svojega življenja spomnil. Lahko se pa se, Bog je tudi še imel eno, komu če eno. Evo, čisto hitro. Jaz sem še eno full hitro. Prej bi mogel, eno stvar bi sam še dodal, da full hvala, dost folka nam na Twitter piše te weird zadeve, ki jih najdejo. Tako da bi mogel že večkrat prepovedati, dostkrat, kako weird zadevo govorim, pa kaj pogledam, kaj je folk pač priporočal, recimo prejšnjo o tistih ukradenih morskih psih je bil Poljatskina 77 na Twitterju, zdaj tole je tale, ki bo pa res hitra, je pa MS12DS poslal in sicer MS13 skoraj. Je skoraj, let's not go there. In sicer na hitro, Slovenija to launch 2 satellites. Kva? Slovenija bo poslala v letu 2019 2 satelita v vesolje. Ja, to pa Šarec. To je pa Marjan Šarec. Končno predsednik vlade, ki meri više. Končno. A smo to pri Kučanu videli? Ne, res. Prvi satelit 3SAT je bil developed by University of Maribor, drugi pa Nimo HD, developed by Vesolje SI. Tako da bo ta pa pomagala pri Anže, oziroma pri Žanc, pomagaj mi. The satellites will help following the growth of crops and the effects of irrigation and fertilization in real time. Namakanje in gnojenje. Ja, zato te imamo, Pižanc, zato te imamo. Zato tudi računam tolmaško tarifo. Čeprav imam še eno kratko. Tako da, če nekdo reče, a Slovenija, a vi pa imate satelite v vesolju, kako pa rečeš ti, ja imamo in sicer spremljajo namakanje in pa gnojenje. Je nič slabega. Mislim pač, Ja, sej, točno. Okay. Smo, a veš, smo se pridružili ta Space Race, smo leteli, kakorkoli pogledaš, tako da smo eni od teh, a veš. To je to. Okay. Verjetno se spomnite slovitega renesančnega umetnika Van Klompa, ki je živel med leti 1453 in 1507. Seveda. Njegova najbolj znana slika je bila podoba padle device z velikimi joški. With the big boobies. Ja, tako je. Alo. In so prejšnji mesec, mislim, da 1. decembra je ta novica, BBC, tako da je Godler srečen, so rekvizit iz nanizanke, ki so ga imeli, se pravi to sliko, so jo prodali za 15,000 funtov in dejansko jo je kupil nekdo iz Francije. Prav to. Brez tega podatka bi bila samo ok. Prav iz Noviona, prav tako sprazi in je, tako da so, pričakovali so, da bi dobil med 5 in 10 juri in dobil pa 15. Top. To pa je ena taka pozitivna novica, ne?
Okay, zdaj pa Godler še. Nadaljuje z Joški. Ne, je bolj resna stvar. Zdaj sem je zelo modil, pa nisem imel svojega dežnika, pa je doživel, to je bil mislim četrtek. Pa sem imel ogromno opravko, pa sem mogel malo pešačiti po Ljubljani in tako. In sem se ustavil na črpalki, da bi kupil marelo in je nisem imel. Imeli so pa plišaste medvedke. Tako da, ok. Plišaste medvedke, nimate pa marel. Ja, lej, moraš nekaj imeti za stiskati, se pa kao čaj iz trave spijaš. A pa si jih vprašal, če imajo marelo? Sem. Si dejansko si šel do ljudi. Ja, sem rekel. Opravljal si osnovne interakcije. Ja, si imate marelo. Ne, nimamo. Imate plišastega medvedka. Boste kupili medvedka? Ne bom medvedka. Marelo ram. Škoda, ne si marele misle imajo, ampak jih imajo za 20 nalepk. Čakaj, Jure, a so tega dejansko probali tako uvaliti? Ja, ne, vprašali boste kupili medvedka. Pač videla, ne, da sem pač z televizije, kaj što ser, zdaj pa je malo smešna. A veš, mislim... Čak, sam mogoče te pa... Ja, no. Ne se centi toliko visoko. Ja, res. To me dosti menja na uno, kaj ti bo torba, če imaš kolo. No, exactly. Ampak je to, Boki se spomne, kako gre. Ja, midva tega nisem vedela. Boki, si poslušal ta zadnjo opazovalnico. Ja, prosim, ne. 2 minuti sta nabijala iteracije, kaj ti bo torba, če imaš kolo. In to tako noro je to poslušati, to pa, lej. O moj bog, to je najboljša komična stvar v slovenskih podcastih letošnjega leta. A to je to snemano zadnjič, že preden smo v Ljubljani. Ja. To je ta sveža. To je ta sveža. Okay. V glavnem, mislim, da smo prišli proti koncu. Če nima še eno. Ne, nimam hitre, imam eno, ampak je... nočem, kako bom to serijo iz televizije nadmotril. Mogoče so misli, da ga zamenjali s kom iz Take That. Ja, pa sem mislil, da je Artač, to se mu konstantno bo malo dogaja. V glavnem, to je bil festival z 2018, ker je treba povedati, ta epizoda gre se prav v vse 3 feede, od opazovalnice, od aparatusa in pa od podrobnosti, tako da čisto odvisno, kje to poslušate. Jaz bom tako rekel, jaz, Boki in pa Pižam delamo podrobnosti, kjer imamo včasih intervjuje, včasih weird zadeve, včasih se v filmih pogovarjamo, pač svašta delamo, ne? To je treba povedati. Včasih basket. Včasih formula. Zdaj basket je šel nekaj na svoje. Ja, basket je šel na svoje. Jaz pa včasih smučam hit, včasih pa počas. To je dejstvo. Tako da, če ne poslušate, dajte nam kdaj šanso, ok, fajn. Jaz pa Godler delava najboljši. Pač, jaz pa Godler tudi en podcast delava, Pižam ti kaj reči. Gre za predvsem drzen eksperiment v medijskem prostoru, ki skuša ugotoviti, do kakšne stopne absurda in brezpredmetnosti lahko priženeš 35 minut govornih vsebin, ne da bi povedal vsaj eno substancionalno misel. Res je. A veš, kaj so rekli za Seinfelda, it's a show about nothing, a ne? To je slabš. To ni tudi približno tako dobro. Jaz pa, če mene nikoli solo niste slišali, delam pa intervjuje, ki se jim reče Aparatus pogovori, kjer se pogovarjam z ljudmi. To je več ali manj to, zdaj bomo pa po istem krogu, boste povedali, kje ste na internetu, tako da Pižamski si ti na internetu. Na Twitterjih sem Pizama, na Instagramu sem Stric Bedanc, na Facebooku Boštjan Gorenc Pižama, brade.si še zmer, pa seveda v najbolj sveži epizodi Oboda sem se razgovoril o božičnih filmih, o najboljših božičnih filmih, tako da pejte poslušati tudi ta kaj misliš, pejte poslušati tudi ta podcast. 3 fantje ga delajo, 3 Štajerci, pa ne vas to ne odvrne, da so Štajerci. Res cool zadevce, nišne, fantazijske, znanstvena fantastika in obvladajo. To moram reči, zato ker je en od njih moj urednik na založbi. To moraš reči. En je bil pa moj sošolc. En dela pa umetniške skulpture z jelenovim rogovjem. To je mito, pa ne. Ja. Okay. Godler, kje si pa ti na internetu? Jaz sem pa na Wikipediji. Jaz tudi, drugače. Pa v stanju blaženosti. Čakaj, sad da pogledam, a imaš ti na Wikipediji slučajno spredaj slovenski podcaster, tako kot ga imamo mi? Ja, mi imamo še slovenski podcast. Evo, Jure Godler, Wikipedija, slovenski igralec, komik, imitator, televizijski voditelj, podcaster, skladatelj in pianist. High five, Godler, podcaster. Evo je na mreži Aparatus, čakaj, Anže Tomič,
Je slovenski radijski voditelj in podcaster, ne? Ti si zdaj do American. tle prišel, čakaj, zdaj moram gledati. Jaz sem za slovenski podcaster, raper, igralec, komik in prevajalec. Ki smo ga te nafehtali, lahko še pisatelj te daš, zdaj sem že pisatelj. Pa stori moški leta. Boki, ki si pa ti ne veš, Anže, samo najboljše pa tale, da piše v angliška Wikipedija, pri te piše he is known under various nicknames, most known being Podcast Sultan, Big Bird and many more. Ja, Big Bird, ja, da. To je pa porno ime, stari. To je pa porno. Okay. Big Bird. Nekaj se smeja. Dejansko je tak, da bi tudi telebajske pasal. Rocco, Teletubbies and the Big Bird. Ok, v redu je. V glavnem, Boki, prosim, nihi Rokota omenjati v vseh podcastih. Ja, pa pač to je sinonim za porno igralca, moram. Zmenen. Boki, kje si ti na internetu? Teletubbies and the Big Boki Nahbar. Imam eno žalostno novico. Ja, povej. Vero sem zbrisal. Vero si zbrisal, šokar. To je bil Vera je kuharica iz menze v Tivoliju. Vera je bil en app, ki je hotel biti Instagram, pa ni načratal. Ja. Ni bilo Godlerja gor. Resnic. Tako da, jaz sem več ali manj posotan ZT, tako da lahko tam težite. Bi še povedal, da na mreži so še zdaj svež dvokorak, je podcast o NBA-ju, potem imamo Filmflow, ki je že 100 let gor, ki punce delajo v filmih, ki je tudi fajn, pa upgrade o tehnologiji. Ne? Tako da, če ni, če niste poslušali, probite še njim šanso dati, tako da super. Medijski konglomerat. Ja, tako je. Zdaj pa Pižanc, povej pol admina. Aparatus.si za splet, aparatus počrtaj si na Twitterih, kjer nas najdete tudi kot podrobnosti, počrtaj si na Facebooku pa aparatus.si in aparatus legitimna FB skupina. Hvaležni bomo za vsako sliko in mem o Godlerjevem CC-ju. Res je. Zdaj pa demo ta ritem. Iste krasne stvari. The pumpkins je za sto. The pumpkins je za sto. The pumpkins je za sto. Boki, sam še ti reč. Srečno, pa ne za wiki, večno. Ok, dost. Gremo mi na večerjo. Adijo.